Tokrat v občinskem informatorju. V občini Hoče - Slivnica še več tekočih investicij. V UKC Maribor so obeležili Svetovni dan varnosti pacientov. Na Desterniku so imeli v okviru Evropskega tedna mobilnosti likovni dan. V Majšperku so podelili priznanja in plakete zaslužnim občanom. V Mariboru se odvija festival Maribor. Koncert patra Tonija Brinjevca na Ptujski gori. V Dvorjanah so proslavili 9-letnico medgeneracijskega centra Danica Duplek. Iztok Kočevar se odpravlja na dobrodelno kolesarjenje do Istanbula. Dober večer. V občini Hoče - Slivnica želijo zgraditi telovadnico ob osnovni šoli v Slivnici, prav tako pa urediti park ob sedežu občine. Ob tem pa se lotevajo še drugih projektov. Podrobnosti v prispevku. V občini Hoče - Slivnica projektirajo telovadnico v bližini osnovne šole v Slivnici. Tukaj smo tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Želimo se prijaviti na razpis Ministrstva za šolstvo. Sicer pogoji so zelo, niso pisani na kožo občina, ampak iščemo rešitev, da bi dobili sofinancerska sredstva. Prav tako bomo prijavili na ekosklad in želimo si, verjetno investicija bo 6 milijonov in preko, tako da želimo si dobiti tretjino ali več sredstev. Pri sedežu občine, kjer je tudi dom kulture, pa se bodo lotili ureditve parka. Tukaj smo tudi pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in v konec naslednjega meseca bomo prijavili na las in upamo, da dobimo, potem pa lahko izvedemo zadeve. Zdaj za okolica ni najlepša in s tem bi se vzpostavila tudi neka funkcija za druženje, za mlajše, starejše, tako da bi tudi ta prostor dobil svojo funkcijo, bil na voljo ljudem. Pri tem pa nameravajo zasaditi rastline in postaviti igrala. Igrišča za malo večje, torej klopi, kjer bi se lahko ljudje družili, tako da gre za celostno preureditev. Povedal je še, da so naredili še nekaj projektov. Na Hočkem Pohorju smo sanirali plaz, rekonstruirali bomo še cesto v Pivoli z mestno občino Maribor, pa kar je mogoče zelo pomembno tako za prebivalce naše občine, kot predvsem za tiste, ki živijo v Razvanju v mestni občini Maribor, torej povezovalna pot od botaničnega vrta do Razvanja, kar bi povezalo obe občini, torej in tudi ljudi, saj meja ne deli ljudi. Veliko Mariborčanov namreč prihaja tudi na Pivolsko tržnico. Radi pridejo na prireditve k botaničnemu vrtu, pa tudi sam botanični vrt za univerzo. Mislim, da bi bila to kar ena pridobitev, bi lahko ljudje z Maribora prekolesarili brez tega nevarnega odseka. Postopoma pa bodo postavili tudi sončne elektrarne na 15 javnih objektih po občini, na šole, vrtce, občino, športno dvorano, oba Vekeca, gasilski dom v Bohovi in na zdravstvena domova. V UKC Maribor so obeležili Svetovni dan varnosti pacientov. Letos je bila v ospredju skrb za najmlajše pod sloganom Varna skrb za vsakega novorojenčka in otroka. V porodnišnici Maribor je skrb za varnost in dobrobit novorojenčkov njihova najpomembnejša naloga. Takoj, ko se novorojenček rodi, dobi zapestnico in se na ta način identificira. Zapestnico dobi mamica in otrok in v bistvu pri vsakem postopku posegov se na ta način identificira in to je že prvi varnostni korak, da ne pride do zamenjave. Prihod otroka na svet je eden najlepših in hkrati najobčutljivejših trenutkov v življenju, zato se trudijo ustvarjati okolje, kjer se starši počutijo varno, podprto in slišano. Mi imamo to čast in privilegij, da se v naši ustanovi rojevajo nova življenja in novorojenčki in seveda imamo veliko odgovornost in pa tudi zavezo, da je ta dogodek varen. Zato skrbijo celoten kolektiv zdravnikov, babic, medicinskih sester, pa potem, ko se rodi otrok, neonatologov, medicinskih sester, babic in babic na oddelku. Poseben poudarek namenjajo staršem, saj so prav oni ključni za varnost in razvoj otroka. Medicinske sestre mamice učijo pravilne nege, hranjenja in skrbi za otroka. Naša skrb se za novorojenčka ne konča, ko odide iz porodnišnice, običajno odide 3. dan po vaginalnem porodu, po carskem rezu pa 4. dan, če je vse v redu, če je nedonošen pa mogoče malo dlje. Ampak potem, ko odide iz porodnišnice, potem skrbimo za njega še 6 tednov po porodu, vrača se v našo ambulanto, ko ga pa potem po 6 tednih ga pa prevzamejo kolegi pediatri. V porodnišnici imajo na razpolago 24-urno službo neonatologov, ki so vrhunsko usposobljeni strokovnjaki.
Skrbijo za varno z najnovejšimi strokovnimi smernicami podkovano skrb za novorojenčka. Prav tako skrbimo skupaj z sodelavci zdravstvene nege, babice, da imajo njihovo oskrbo varno in kvalitetno, ter da skrbimo za brezhibno opremljenost prostorov. Vse slovensko akcijo zbiranja podpisov in voščil za novorojenčke je izvedla Zveza organizacije pacientov Slovenije. Sodelovali so tudi otroci iz šol in vrtcev z risanjem prisrčnih voščil na rojstnodnevne kartice. Z to kartico in z akcijo želimo mamicam in novorojenčkom sporočiti, da bomo skrbeli za njih, da bodo varni od vsega začetka. V Sloveniji se je pripravilo skoraj 17.000 kartic, toliko je namreč bilo rojstev v lanskem letu v Sloveniji, za Maribor smo pripravili 1800 kartic. Dogodek je bil zaznamovan z oranžno barvo, ki simbolizira življenje, energijo, ustvarjalnost in toplino. Je združena iz rdeče in rumene. Rdeča predstavlja dinamiko, strast in akcijo, rumena pa svetlobo, veselje in optimizem. Parkirišča pred vrtcem Destrnik so za nekaj časa spremenili v živahno in barvito galerijo na prostem. Otroci iz vrtca in osnovne šole Destrnik Trnovska vas so s pomočjo barvnih kret ustvarili likovne motive v okviru Evropskega tedna mobilnosti. Z risanjem in barvanjem po parkirišču so želeli mimoidoče spomniti, da so javne površine lahko namenjene tudi druženju, igri in ustvarjalnosti. Učenci ustvarjajo s kredami na temo trajnosti, rišejo po parkirišču. Vsako uro prihajajo drugi učenci, trenutno so z nami tudi otroci iz vrtca in učenci prvih razredov, kasneje se bo pa tega še udeležili učenci višjih razredov. Zaposleni želijo spodbuditi otroke, da v vrtec in šolo prihajajo peš ali s kolesom, zato se bodo v ponedeljek tudi sami podali v službo s kolesom. Zelo je pomembno za našo prihodnost, za naš razvoj, da že otroke začnemo spoznavati z trajnostjo oziroma tudi z mobilnostjo, posledično, da vejo, kaj je pomembno in da spoznavajo neke določene smernice, na katere smo vsi pozorni, in da se spoznavajo tudi z različnimi vidiki, kako živeti v prihodnje. Na občini Destrnik so zelo veseli, da so bili uspešni na javnem razpisu, ki ga je v celoti financiralo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo in s tem pridobili nekaj infrastrukture. Igriščo smo eno parkirno mesto trajno namenili počivališču pešcev in pa kolesarjev. Nabavili smo klopce, klopi, koš, ravno tako tudi na avtobusnem postajališču in pa v okolici šole in vrtca nabavili še table Od tukaj naprej grem peš. Osrednji dogodek Evropskega tedna mobilnosti bo ponedeljek 22. septembra 2025 na športnem igrišču, ko bo dan brez avtomobila. Lahko se bodo udeležili krosa, lahko si bodo ogledali reševalno vozilo, ki bo tukaj predstavljeno, tudi policijsko vozilo. Policisti, reševalci bodo predstavili tudi svoje delo in aktivnosti. Tudi najmlajše smo povprašali o tokratnem risanju. Risali za kredo? Ja. Kaj pa si narisala? Ristan smo ime prijateljicami narisala. Kaj pa si ti narisal? Prvo smo naredili ristan, potem smo pa šli narisati pol pes, pol dinozaver. V okviru Evropskega tedna mobilnosti so v občini pripravili številne dejavnosti, med drugim lutkovno predstavo, popravljalnico koles in delavnico zdravega življenjskega sloga. Občina Majšperk je minuli konec tedna praznovala 30 let. Na osrednji svečanosti so se občani in gostje spomnili prehojene poti, izrazili hvaležnost vsem, ki so prispevali k razvoju kraja, ter optimistično pogledali v prihodnost. Na slavnostni seji so bila podeljena priznanja in plakete posameznikom, ki s predanostjo in trudom bogatijo življenje v lokalnem okolju. Nagrado za razvoj lokalne skupnosti in društvene dejavnosti je prejel Cvetko Pepelnik. Če gledam nazaj, v bistvu začetki so bili leta 1995, ko se je v bistvu ustanovila občina, sem jaz postal prvi predsednik krajevne skupnosti Ptujska Gora. Motiv ali razlog za vse skupaj je bil to, da sem pač nekako čutil željo
oziroma tudi potrebo, da dam neki prispevek, bi rekel, našemu kraju. Eva Rodošek je prejela nagrado za delo na področju humanitarnih in društvenih dejavnosti. Aktivno sodeluje na številnih prireditvah in pomaga sočloveku. Članica Karitas pa je že vse od leta 1998. Priznanje mi pomeni veliko. Sem videla, da mi prostovoljci zaupajo, da vidijo, da delam dobro. Župan Sašo Kodrič je v svojem nagovoru izpostavil pomen sodelovanja in povezanosti ter poudaril, da občina ni le prostor na zemljevidu, temveč skupnost ljudi. Gledamo nazaj, zagotovo je razvoj viden, opazen in kot sem v govoru omenil, stoji za tem kup ljudi z odločitvami v pravem trenutku, po pravem času, ne nazadnje. In te odločitve potem vodijo v nek rezultat. Projekti jih spremljajo ves čas in jih spodbujajo ter motivirajo tudi za prihodnje izzive. Konkretno smo pred večjimi projekti, če govorimo tako o CID-u, torej Center integrirane dolgotrajne oskrbe, o širitvi vrtca, o centru zdravja in še kaj. Pravzaprav govorimo o večmilijonskih projektih, kjer seveda tudi ne zmoremo vsega sami z lastnim proračunom, zato bo potrebno sofinanciranje države. Nekaj razpisov v tej smeri je že na voljo oziroma se napovedujejo, tako da tudi tukaj smo optimisti. Majšperk, umeščen v slikovito dolino Dravinja in v objem Halos, svojo bogato zgodovino in bližnjo baziliko na Ptujski gori, biserom gotike, že 3 desetletja piše svojo samostojno občinsko zgodbo. Festival Maribor letos poteka pod geslom Zdaj ali nikoli. Umetniški vodja Mate Bekavac pa je programsko os usmeril v raziskovanje časa, njegove minljivosti, zgodovinskosti in intimnega doživljanja. Festival Maribor obiskovalcem nastavlja ogledalo samorefleksije in jih vabi, naj se prepustijo trenutku ob glasbi svetovno priznanih umetnikov. S festivalom Maribor se želimo odpirati, pokazati, da je klasična glasba zanimiva za vse, ki so zainteresirani, radovedni, da lahko da veliko, če se ji le prisluhne. Festival traja do 21. septembra, na različnih prizoriščih pa se bo zvrstilo 14 koncertov. Igrali v prelepi gotsko-baročni Marijini cerkvi na Malečniku in še posebej zanimiv koncert bo v prostorih, v zapuščenih prostorih nekdanje avstro-ogrske cesarjeve moške kaznilnice, ki se nahaja takoj čez Rabo. Obiskovalci lahko slišijo skladbe Mendelssohna, Mozarta, Vivaldija, Glasa ter številnih drugih. Zbral sem glasbenike, ki so voljni sodelovati v tem projektu, ki je ne vsakdanji. Celoten program je dostopen na spletni strani festivala Maribor. Na Ptujski gori je potekal izjemen koncert, ki ga je pripravil priljubljeni minoritski pater Toni Brionc, župnik in rektor Marijinega svetišča. Ko dvigneš me, sem kralj na vrhu gore. Ko dvigneš me, viharjem se smeji. Pater Brinjevc je zbral stotine obiskovalcev in jim v 2 urah predstavil širok nabor pesmi od duhovnih, slovenskih, zabavnih do dalmatinskih melodij. Že od nekdaj ljubezen do petja, to je glasba je življenje, zato tudi naslov koncertu Glasba je življenje, se mi zdi, da me glasba spremlja že skozi, sploh petje. Zelo rad pojem, čeprav od kraja nisem imel ne vem kakšnega posluha, pa sem se mogel posluha tudi naučiti in zato sem še za ta dar zelo hvaležen, zelo rad poslušam glasbo in jo tudi zapojem. In ta glasba, to, kar res pojem, je neke vrste eno dviganje duha. Je, lahko bi rekel, da molitev, no. Povedal je, da se rad izraža preko glasbe. To pa, da sem duhovnik, pa je še to lepša, ni sej, če prmaši lepo zapoje, duhovnik je tudi lepo. V smehu je povedal še, da je to njegov edini koncert in da ne namerava na turnejo, saj ima kot župnik dovolj dela. In kaj je pripravil za obiskovalce? Najprej seveda gre za en sklop duhovnih pesmi, ki govorijo o Bogu, ki so bolj take popevke, ritmična duhovna glasba, se pravi, ki je taka navdihujoča in je bolj zabavne sorte. Potem pa gremo malo čez slovensko popevko, tiste, ki mi zelo ležijo, ali pa tiste, ki so mi všeč, potem se dotaknem nekaj hrvaških oziroma dalmatinskih, pa še ne 2-3 narodno zabavne. Včasih je bila moja želja, da bi pel v narodno zabavnem ansamblu
ansamblu, ampak zdaj sem bolj na zabavnih vodah. Pod sloganom Glasba je življenje je koncert navdušil obiskovalce. Ptujska gora pa je bila nabito polna. Ljudje so z navdušenjem spremljali vsako pesem. Glejte, Ptujska gora je biser gotike na Slovenskem. To je izredna sakralna umetnost. In ko stopi človek v baziliko, ga očarajo tudi čudovita vitraji, to je barvna okna, tako da že sam sakralni prostor te nekako dviga. In mnogi tukaj najdejo eno moč, najdejo eno uteho. Koncert je pokazal, da glasba povezuje ljudi in prinaša veselje tudi v romarsko svetišče, kjer je pater Brinjevc dokazal, da je nadarjen pevec. V Dvorjanah so pripravili prisrčno praznovanje 9-letnice delovanja medgeneracijskega centra Danica Duplek. Pa poglejmo. Ob obletnici medgeneracijskega centra Danica Duplek so se zbrali v dvorani v Dvorjanah. Njihova vodja pa je povzela, kaj vse počnejo čez teden. Na odru in pod njim pa so se vrstili nastopajoči. Tokrat so imeli celo posteljo. Pokazali bomo en novi skeč, saj je naš moto, da se imamo fajn. In to se mi zdi tako ful pomembno v tem norem času, da ljudje pridejo in se lahko imajo fajn. In so lahko to, kar so, in se lahko zabavajo in lahko pokažejo, kaj znajo oziroma kaj zmorejo, lahko uresničijo svoje ideje. Tako da to je smisel centra. In skeč je dobro nasmejal prav vse v dvorani. Ob strani pa so imeli tudi 2 razstavi. Zelo dosti sodelujemo z društvom Melisa. Tudi imamo krožek tukaj, ki ga prireja Irena Lenič. To je ta razstava, ki je tukaj. Seveda pa je naša Marija Jančič, ustvarjalka, ki nam z mnogoterimi materiali pokaže, kaj vse lahko naredimo in vedno znova počnemo nove, lepe stvari in smo zelo hvaležni za to. Prav na delavnicah izdelujejo stvari, reciklirajo, upciklirajo in stvarem dajejo novo podobo in novo uporabnost. Mi smo se nekako odločili, da pomagamo tudi domu z didaktičnimi pripomočki, to so tele za dementne, potem torbice recikliramo, kavbojke, uporabljamo različne materiale, zlasti iz narave. Tako naredijo tudi prav posebne pripomočke. Tole pravzaprav visi tako in potem uporabnik mora ugotoviti, katera krpica gre na kaj, tako, ja. S tem, bom rekla, nekako ohranjamo spomin, pa tudi ročne spretnosti, ko so pač v starosti tudi dostikrat okrnjene. Na sosednji mizi pa so bila zelišča, tinkture in še mnogo drugega, kar naredijo v društvu Melisa Korena. Prinesli smo tinkture, olja za mazila delati, kreme razne, zelišča, pa prikazujemo, da delamo tudi te venčke. Pa celo sami izdelujejo mila in razna mazila. Tu imam Brinjevo mazilo, ki pa se izdeluje na osnovi olja, izvlečka, ki na mok delamo, pa čebelji vosek. Na prireditvi medgeneracijskega centra Danica Duplek pa so izpostavili še, kaj vse bodo počeli z novimi projekti. Eden izmed njih je to, da gremo plesati na festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljano, nastopati kot prvo medgeneracijsko društvo. Vse ostalo so druga društva, tako da sem zelo ponosna na to. Potem se pripravljamo na marsikatero stvar, ki bo na novo. In kaj so tiste na novo še zraven stvari? Tudi našo igro bomo podaljšali v drugi del in bo premiera nekje v januarju. Na odru in pod njim pa so se vrstili člani dramske sekcije, pevke, ki so zapele nekaj pesmi, otroci iz osnovne šole Duplek, plesalci in plesalke ter drugi, ki so si lahko ogledali tudi razstavo slik na stenah Rajka in Irene Ferk ter udeležencev likovne kolonije Duplek Art.
V ponedeljek ob 15. uri se bo Iztok Kočevar, športni navdušenec in dolgoletni sodelavec Zveze prijateljev mladine Maribor, odpravil s kolesom od Maribora do Istanbula. Cilj njegove poti ni v številkah, ampak v srčnem poslanstvu. Zbrati želi sredstva za 80 otrok iz socialno ogroženih družin, ki bodo lahko brezplačno obiskali tabor za nadarjene učence. Iztok Kočevar se odpravlja na kolesarsko pot od Maribora do Istanbula v projektu Omogočimo sanje, Zvezo prijateljev mladine Maribor in Lukas Bike. Radi bi zbrali sredstva za plačilo tabora nadarjenim otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja. Radi bi zbrali sredstva za socialno ogrožene otroke, ki pač imajo majhen problem doživeti svoje sanje in želje in jim pač mi skušamo pomagati na ta način. Sam je že dolga leta prostovoljec v Zvezi prijateljev mladine Maribor, že leta pa si prizadeva usmisliti tudi svoje kolesarjenje. Na pot gre z ekipo. V bistvu kolesarim jaz, na drugi polovici poti se mi bo pridružil še Luka, drugače pa greta z mano snemalec Denis Janežič, ki bo tudi dokumentarni film naredil, in pa moja hčera, ki bo skrbela za ostale stvari, pa za stike z javnostjo, pa zame seveda. Na 10-dnevno pot se odpravljajo v ponedeljek 22. septembra ob 15. uri s trga Leona Štuklja. Vabijo kolesarje, da se jim pridružijo pri startu in nato nekaj kilometrov tudi skupaj prevozijo. Predvsem pa tiste, ki lahko pomagajo otrokom. Mogoče tudi s poročilom Sanje 10 na 1919. Pa poglejmo, kaj se dogaja te dni. 20. septembra ob 10. uri sledi tekmovanje z džipi za pokal Pohorja. Na gradu Borl vse od 10. ure naprej otroški festival. Od 15. ure dalje pa v Staršah povorka starodobnikov. Ob 16. uri pa sledi prireditev. V nedeljo ob 10. uri proslava na Jugovi domačiji v spomin na požgano planico. Hvala, ker ste bili z nami. Več novic pa najdete na portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer še naprej.